Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela tekma 16. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Bonifiki bodo nogometaši Kopra gostili Domžalčane, ki bodo skušali prekiniti črno serijo. Ravbarji so izgubili na zadnjih 3 prvenstvenih tekmah in jasno, Dušanu Kosiču in četi že gori pod petami. Ankrah dobro na sredini igrišča, potem pa napaka Krstovski, priložnost za Domžale. V skoku Ankrah, no zdaj pa veliko prostora za Domžalčane, da izpeljejo proti napad. Višek nogometaša imajo, na desni strani je Mario Krstovski, strel Krstovskega, šturam iz odbitka, to da odbija pa Baj. Tokrat na oddaljenejšo vratnico, priložnost za Koper, super gneča pred vrati Tratnika. Ubranili so se Domžalčani, Koprčani pa zahtevajo 11 metrov, ko pa Baj je skušal prodreti. Jelenič. Prepustil je žogo Groznici, Gabriel Groznica do strela. Dobro so postavljeni domžalski branilci, ampak krasna rešitev Barišiča, Mula Husejnović, Tratnik na mestu. Barišič zadev nedovoljeni del telesa, Jelenič lepo na levo, kjer je Barišič, krasno, Barišič, brani Tratnik, ni še konec, Mula Husejnović, Jelenič do strela, to da. Luka Topalović, nova priložnost za Domžale na golovi črti, odbijajo Koprčani. Offenbacher. Dober prenos na desno. Mutavčič v kazenski prostor, tole je dobra podaja in gol! Domžalčani vodijo, 74. minuta. Mario Krstovski do 3. gola v letošnji sezoni. Kapitulirala je obramba Kopra. Sijajen predložek z desne strani. Mario Krstovski pa je skočil do neba in premagal Jana Koprivca, sijajen zaključek domžalskega napadalca. In Ravbarji so torej prišli. Jošt Pišek ne bo streljal Jan Koprivec na pamet, ampak uspel je ubraniti tale poskus. Koprčani enostavno ne uspejo sestaviti ambicioznega napada, tole krasna priložnost za Domžale, Krstovski bi lahko zabil zadnji žebelj v koprsko krsto. Safet Hadžić, danes ste nepričakovano izgubili. V prvem polčasu ste imeli 3 krasne priložnosti, potem pa se je zdelo, da je v drugem delu igre nekako izginil določen oddih. Kakšna je bila tekma z vašega zornega kota? Pa ni nepričakovano Domžale. Mislim, normalno, da smo mi bili v nekem momentu boljši, ampak ne smemo podcenjevati Domžale. Že parkrat je izgubili, pa mogoče bi lahko zmagali. To so tekme, ki so težke. In če ne izkoristiš tiška imaš, izgubiš tekmo. So bili kakšni elementi danes, s katerimi niste bili zadovoljni? Sigurno, da napad mi nikako ni deloval sveže, skoncentrirano, ogromno nekih zaključkov, prepoceni, tako da v tej smeri moramo delati naprej. Dušan Kosič, danes so vaši fantje odlično udejanjali vaše zamisli, po 3 zaporednih porazih so prišli do zelo pomembne zmage, verjetno se vam je odvalila skala od srca. Ja, precej boljši občutek kot na prejšnjih tekmah. Videl sem povezano ekipo, fantje so odgrali in nogomet nam je danes vrnil. Je ta zmaga zdaj poskrbela za sunek, ki vas bi lahko iztrgal iz te nekakšne krize? Ne vem, bomo videli. Enostavno, tudi do sedaj se nismo imeli slabo, ampak ko nimaš rezultata, enostavno je brezpredmetno karkoli govoriš. Mi se borimo, položaj na lestvici ni obetaven, ampak današnja podoba daje upanje vsem, da bomo v naslednjih tekmah boljši. Ste pa verjetno zelo zadovoljni s predstavo, tudi potem, ko ste dosegli zadetek, se zdi, da Kopru niste dopustili niti ene priložnosti. Ja, to je bila želja in cilj, seveda pa ne uspe vedno, tako da velika večina fantov je danes zelo disciplinirano odigrala, tudi zdaj so bili uslačiljenci, ki so komi stali na nogah in želim si tudi v naslednjih tekmah čim večkrat tako podobo.
Janko Privec, danes ste prevladovali na igrišču, imeli terensko premoč, ampak na koncu izgubili. Kaj je po vašem mnenju danes odločilo? Pa, res čudna tekma. Začeli nismo najboljše, iskreno povedano, ampak po enih 10 minutah smo se pobrali, imeli res 3-4 lepe šanse v prvem polčasu. Nažalost nismo zadeli in Domžale so se dvigali in igrali na kontro, tako da izkoristili so to šanso, ki so imeli v drugem polčasu in nijemo ok. Vedeli smo, da bodo Domžale prišli sem na vse ali nič. Mi nažalost nismo zadeli v prvem polčasu in pol je šla tekma v smer, ki nismo hoteli. V prvem delu igre 3 res lepe priložnosti, v drugem polčasu pa se zdelo, da ni bilo nobene inspiracije. Ste tudi vi tako opazili iz vrat? Ja, seveda se je videlo, da Domžalam po mojem mnenju je bilo že dovolj tudi 0-0. So se zaprli in odigrali dobro od zadaj. Mi smo težko prebijali med linijami in si prigravali šanse, tako da ponavljam, težka in čudna tekma, ampak ni za to, gremo naprej. Do zdaj smo imeli, mislim, da zelo dobro sezono in treba nadaljevati naprej in na naslednji tekmi pokazati, kam spada Koper in gledati tekmo po tekmo, tako kot smo do zdaj delali. Mario Krstovski, iskrene čestitke, zadeli ste na drugi zaporedni tekmi, tokrat ste tudi prišli do zmage, verjetno se bo zdaj precej lažje dihalo. Eto, konačno došli smo do pobjeda, izašli smo u jednoj krizi gdje smo ušli i mislim da smo zasluženo pobjedili. Imali smo još par situacija da postižemo još koji gol, no mislim da je ovo dovoljno da idemo kući sa 3 boda, da budemo zadovoljni. Je bila to danes taktika, da usklajeno pokrivate prostor in prežite na protinapade? Pa da, odradili smo sve što je tražio naš trener. Taktički smo, mislim, odradili vrhunsku, sve što smo se dogovorili, eto, na kraju nas nagradilo to, borba, želja i sve što smo dali 100%.